Slovenija premore vse nadarjenega pevca, ki poje kot Bon Jovi, izgleda pa kot Daddy Das. In prav Dadija danes pozdravljam v studiu. Živijo, Dadi. Živijo. Kdaj si ugotovil, da poješ kot John Bon Jovi? Ne vem, res ne vem. Odkar zdaj se vem, pojem, odkar sem začel hoditi, sem vzel metlo v roke, pa sem tako kao kitaro igral, pa se drl tulu. A pa posnemaš kdaj Johna? Ki pa verjetno mene, no, mislim. Znal si pa potem, da znaš posnemati, recimo tudi kakšne slovenske glasbenike. To ja, mislim, pač gledal sem ga 13krat do zdaj v živo na koncertih, imam vse plate njegove doma. Lahko rečem, da sem ene vrste fan, kar ima the best melodično pop-rock glasbo, bom rekel. Bolj začetki so bolj heavy metal. In mi leži pač ta vokal in probam tudi podobno interpretacijo pač našo prelepo majhno Slovenijo napedenati, bom rekel, po domače. Tudi Vilija Resnika recimo bi znal odpet, če bi bilo treba. Ti, kaj pa ti misliš? Ne, recimo. Ja. Veliko, no. Vse tudi na koncertih, na nastopih, bom rekel, veliko imitiran pač slovenske izvajalce za joke, ne. In se folk ne smeji, tako da vse vljudno vabim, da lahko pridejo pogledati. Vsak petek igram v Humanu, v Škofji Loki. Tako da, v glavnem, borim se, trudim se, tako kot vsi slovenski izvajalci najbrž. Pa če še lih malo tukaj ostanemo, tudi govorno si nadarjen malo posnemati druge, bi mogoče enega MZ Hektorja za nas sklele posnel? To ni nič, treba je začeti delati. Sta tudi glasbeno z njim sodelovala? Sva 98. sva posnela, v bistvu bom rekel, mojo najbolj uspešno ploščo. Zdaj pa po 8-9 letih, bom rekel, sva spet začela sodelovati in čez en teden, 14 dni bo tudi nov single, ki mi ga je on naredil. Tako da upam, da se bo prejel, pa da bo folk zadovoljen, ko bo slišal moj nov material. Kaj se pa zgodilo z duetom Turbo Boys? Ja, pa lahko rečem, da sva v bistvu z Alešem Čadežem ene vrste cenzurirana v tej premajhni lepi Sloveniji, bom rekel, ne, ker je prevelik poseg slovenske kulture, kar sem odpel, bom rekel, balkanska interpretacija v slovenskem jeziku, ne. Tako da pač se ne vrti, ne vem zakaj. Mislim, da tudi na vaši televiziji nisem zasledil, da bi se to vrtel. Drugače pa komad je zanimiv, ali to bolj intelektualci štekajo, ali pa glup folk, bom rekel, no. To je čisto odvisno stvar okusa, tako da sva hotela malo drugače narediti, pa sva naredila, ne. No, mogoče ga še vidimo na Charliju. Kaj pa drugače, kateri od estradnikov, a ti je sploh kdo faca? Ja, seveda, mislim, kako ne rečem, imam prijatelje, ki se tu družim z njimi, ne, Miran Rudan, Lepi Dasa, Matjaž Zupan, MZ Hektor, Aleš Čadež, Andraž Hribar, ne vem, ogromno jih je, no, mislim, faconerov, bom rekel, ki se pač štekamo, razumemo, recimo, ne vem, Dan D, Obra, Bobnar, kjer je pa da faca? Ja, Roberto Magnifico isto, nekaj, car je. Spomnimo se te, ko si zažigal s komadom Mami in sin, sam recimo ne deluješ najbolj kot Mami in sin, ali pač? Pa sem, živim z mamo, ni mi sploh naroden to priznati, radio imam najbolj na svetu. Stoji mi ob strani, ob dobrem in zlem, tudi očeta valjda, tako da smo taka happy family, no. No, na tvoji spletni strani smo zasledili tudi neke recepte za jedi, to pomeni, da znaš kuhati, da tukaj z mamo sodelujeta. Ja, seveda, sem pripravljen na to, da če bom slučajno sam ostal v tem življenju, ne, ker sem pač tudi glede ljubezni bil razočaran od strani ženske, ne, se veš kako je, ali si pa še toliko mlad, da te to še čaka. Tako da v glavnem me pripravljajo pač na to, da se bom znal sam spedenati vsako stvar, je to kuhanje, pranje, likanje in tako naprej. Si veš, če teh zadevah tudi kot stric se obneseš? Ja, imam 4 nečake, 3 nečakinje pa nečaka, ki jih imam zelo rad, ker so to, rečem, moji otroci, čeprav nisem stric, ne, ampak me imajo zelo radi, upoštevajo me, face so, tako da. A te ob tem že kaj dajejo očetovski nagoni? Ma niti ne, ne vem zakaj, no. V glavnem, tudi sam sem še bolj otroči po duši, bom rekel, pa mi ni naroden priznati to. Pač cel življenje je en kraten obisk na zemlji, pa ga pač moramo izkoristiti, ker preveč hitro pač leta minevajo dnevi. Tako da je treba vsako stvar v lifeu izkoristiti maksimalno, kolikor jo lahko, ne. Se strinjam. Čigumi je tudi recimo del tvojega imidža.
Ma ja, no vem, recimo, evo, lahko rečem, da imam očala zaradi tega gor, ker imam take podočnjake, da si dam lahko modrc okoli šest. No, jaz si tega ne morem privoščiti. Vrniva se še samo malo na glasbo, solo karijera, kaj se pripravlja? Ja, jaz ne bi nič preveč obljubljal pa govoril, kaj je brez veze, ampak težko je, ker si enkrat že naredil toliko hitov v Sloveniji, ponoviti to stvar, to se čisto sam dobro zavedam. Eno formulo najdeš, da to pač peleš, kolikor jo lahko, da prečakiraš ljudi, kaj poslušajo v tej Sloveniji, ne. Zakomplicirati stvari ne smeš, moraš čim bolj enostavno narediti, pa najbolj spevno za, bom rekel, ušesa ljudi, ne. Tako da pa tudi tisto, da pravo energijo, dati feeling v komad, da prepričaš ljudi, da te poslušajo, ne. Je pa to v bistvu stvar imidža, stvar komada, pa dobre glasbe, ne. Ba je MC Hector nekaj pripravlja zate, ti nekaj pedena? Ja, je ta komad. Nam malo zaupaš mogoče? Lahko aranžmaj naredil Aleš Čadež, ki je res kvaliteta number one v Sloveniji, vsaj zame. Dokazuje že z mnogimi izvajalci, da je znal narediti hit. Matjaž Zupan isto, če lahko rečem, da na radijskih postajah še vedno toliko njegovih stvari vrtijo, ker so res kvalitetne, od Kalifornije, mene, Anike Horvat, pa vse tiste, kar je delal. V bistvu je ena taka logična poteza, da se bo to mogoče lahko izpeljalo tako, kakor pač mislimo skrb, da bo to. Zdaj pa upam, da bo ne, to bojo pa poslušalci pa poslušalke ocenili. Dadi, jaz ti pri tem želim veliko sreče, mi pa si pogledamo Dadijev videospot Žoga.